V preteklem tednu smo prejeli prvo prijavo v letošnjem letu o bolniku, ki se je okužil z virusom Zahodnega Nila. Bolnik je bil zdravljen v bolnišnici in odpuščen v domačo oskrbo. Prvi primer in tudi zaenkrat edini primer okužbe z virusom Zahodnega Nila je bil pravzaprav pričakovan, saj vemo, da je letošnja sezona iz podatkov drugih držav, predvsem sosednjih držav, Italije, v manjši meri Hrvaške, no veliko primerov je tudi v Grčiji in v Srbiji, da je letošnja sezona zelo intenzivna. Najbolj intenzivna je po izkušnjah prejšnjih let prav konec avgusta, začetek septembra, potem pa se pričakuje zmanjševanje števila primerov in umirjanje sezone. Ta primer, ki smo ga zaznali pri nas, na noben način ni nepričakovan, pravzaprav smo ga na nek način čakali. Že prej so se bolniki, ki so imeli ustrezno klinično sliko, se pravi prizadetost centralnega živčnega sistema, testirali, vendar so bili do tega ugotovljenega potrjenega primera vsi negativni. Hvala lepa, toliko za enkrat, pač boste imeli vprašanje. Ni pa to prvi primer virusa Zahodnega Nila v Sloveniji. V preteklosti so že bili, ali so bili tudi lani, predlani te primeri. Pa zanima me ta človek, veste, kje se je okužil, mislim, gre tukaj za se v srednji Sloveniji ali je to se v tujini okužil, pa potem tukaj zborom? Najprej bi vam odgovorila glede preteklih let. Prvi in edini primer preteklih letih smo zaznali leta 2013. Po letu 2013 smo registrirali še en primer v letu 2017, vendar se je glede na podatke, ki jih je podala okužena oseba, okužil v Grčiji in ne v Sloveniji. Tako, da pravzaprav lahko govorimo šele o nekako drugem našem primeru, ki se je okužil znotraj države Slovenije. Torej, znotraj morda lahko vsaj poveste, kateri predel je to Primorska, ki je to? Ta letošnji primer izhaja po vsej verjetnosti iz osrednje slovenske regije, glede na podatke, ki jih je dal, kje se je gibal, kje je bival v času inkubacije. Kakšni so znaki bolezni, kaj ne bodo ljudje pozorni, za koga je morda nevarna, vemo, kot so bili tudi smrtni primeri? Smrtni primeri so izjemno redki. Za večino ljudi je ta okužba zelo enostavna, saj niti ne zaznajo nobenih zdravstvenih težav. Tako je v večini primerov približno 80%. Ostali okuženi, ki zbolijo, imajo lažjo, potekajočo bolezen z vročino, slabim počutjem in izjemno redko preide v resno obliko, se pravi prizadetost centralnega živčnega sistema, ki se seveda lahko konča tudi za bolnika neugodno. Sama bolezen je najbolj nevarna, sama okužba starejšim in tistim, ki imajo oslabljen imunski sistem. Trenutno bolnik dobro okreva ali ima kakšne težave? Bolnik je že v domači oskrbi. Bil pa bolnišnično zdravljen? Bil je pa bolnišnično zdravljen. Kako pa se zdravi, glede na to, da ni cepil, kako se pravi? Bolnike, ki so okuženi z virusom Zahodnega Nila, za katerega ne obstaja nobeno protivirusno zdravilo, se zdravi tako, da se podpre življenjsko pomembne organe in da se mu lajša težave. Lajša se mu glavobol, če bruha, dobuke proti bruhanju in podobno. Temu rečemo simptomatsko zdravljenje. Je šlo za starejšega, koliko stane ta oseba oziroma? Teh podatkov, ki bi napozovali lahko, za koga je šlo, veste, da ne moramo. Ne, to je samo bližje, kaj je mlajši, starejši, sem imel kakšne Teh podatkov, ker gre samo za en primer, ne moremo podati. Glede na to, da so v bistvu ti znaki le pri recimo 20% bolnikov, se v bistvu ne ve, koliko je recimo pogosta v principu ta okužba, kakšni so ti komari, ker to pravite, komari prenašajo, in kakšen je še sicer možen prenos na človeka seveda. Ja, dejansko je seveda, lahko se je še kdo okužil, s tem podatkom ne razpolagamo, so bile eventualno okužene osebe zdrave, to drži,
in tudi pri nas nimamo uvedenega monitoringa, rednega pregledovanja skupin, skupkov, pulov, kot se to strokovno reče, komarjev, s katerim bi ugotavljali prekuženost komarjev s tem virusom, se pravi virusom Zahodnega Nila, kot ga imajo države, ki imajo več primerov in bolj resne težave s to boleznijo, kot imamo mi. Kaj se tudi ne vesti, koliko je teh komarjev pri nas, oziroma koliko pogosto se pojavljajo, pa če jih je recimo vedno več, ali pa so ti komarji značilni za določene vremenske razmere? S tem podatkom ne razpolagamo in vam na to vprašanje pravzaprav ne moramo odgovoriti. Ker ni, kot sem rekla, sistematičnega zbiranja, preučevanja ali monitoringa komarjev, kot se tega reče. Pa tudi ne bomo šli v to, recimo. Glede na to, da se seveda s klimatskimi spremembami se spreminja tudi zemljevid vektorsko prenosljivih bolezni, če bo narekovala potreba, bo seveda o tem uvedbi monitoringa treba zelo resno razmisliti, za kar pa je potrebno znanje in potrebna so sredstva. Je mogoče pričakovati, da bo teh primerov več, glede na segrevanje ozračja tudi v Sloveniji? Ja, prihodnost je vedno negotova, težko je napovedovati. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da bojo vektorsko prenosljive bolezni, se pravi bolezni, ki jih prenašajo klopi, komarji, peščene muhe, da bojo v porastu. Del podatkov to podpira, ne pa vsi v celoti. Ne vidimo, da recimo naš klopni meningoencefalitis je eno leto več, eno leto manj. Težko bi pa rekli, da ima nek naraščajoč trend stalno. Je pa ta virus v okoliških državah že nekaj let, ni včeraj, ne? Primeri se pojavljajo že leta, če sem prav brala za nazaj podatke. Tako da je bilo to samo vprašanje časa, torej kdaj bo v Sloveniji. Ja, res je, čisto prav imate, je bilo samo vprašanje časa in še enkrat poudarjam, to ni bilo nekaj zelo nepričakovanega. Kateri komarji pa prenašajo ta virus? Te komarji najbolj običajni iz skupine Culex, lahko bi tudi bil tigrasti komar, ampak najbolj pogost prenašalec virusa Zahodnega Nila je komar iz skupine Culexov. Pa se razlikuje na videz, recimo, od navadnih. Ja, gledajte, to mene preveč vprašate me kaj o ljudeh, zato sem za komarje prenosna. Kako je prenos na ljudi? Ja, prenos na ljudi je vedno preko okuženega komarja, to je najbolj pogost in najbolj običajen prenos. Poudarek bi želela, da ni prenosa med ljudmi, ampak seveda, čeprav so tukaj neke določene izjeme, lahko je prenos preko okužene krvi ob transfuziji oziroma prejemu produktov, ki nastanejo iz darovane krvi in samo v enem primeru naj bi bil opisan primer prenosa iz noseče matere na plod, tako da pravzaprav ključen prenos je preko okuženega komarja. Koliko časa pa se zadržuje ta okužba v krvi oziroma ta inkubacijska doba, oziroma daljše možen prenos, če nekdo boli, pa niti ne ve, da boli v končni fazi? Inkubacijska doba je do 15 dni, to se pravi do okužbe, do pojava simptomov mine 15 dni, vendar večina zboli nekako 2 do 6 dneh po okužbi. Pa se testira tudi darovalce krvi na ta virus? V Sloveniji se glede na redkost tega pojava, razumeti moramo, da je bil en primer leta 13, božen primer leta 17 in zdaj smo leta 18, imamo samo en primer, ni bilo še smiselno in utemeljeno, da bi se darovalci krvi, se pravi krvodajalci v Sloveniji testirali na virus Zahodnega Nila. Tudi v Italiji, kjer je teh primerov bistveno več, imajo izdelan natančen algoritem testiranja, kar pomeni, da ne testirajo vseh darovalcev v Italiji, ampak samo v tistih predelih, kjer je problem resnejši, večji, več okuženih oseb, več okuženih bolnikov, oziroma zaznajo okužbo pri komarjih ali konjih. Tudi živali. Ja, tudi živali pregledujejo v nekaterih državah, predvsem konji. Je okrevanje popolno ali so kakšne posledice pri ljudeh, ki imajo težji potek bolezni? Težji potek bolezni se lahko konča s polnim okrevanjem, z mirnimi posledicami, se pravi, ljudje, ki prebolijo meningitis, meningoencefalitis,
hepatitis imajo pogosto težave s koncentracijo, seveda se pa lahko v izjemnem primeru konča tudi smrt oddelka. Kolikšnih odstotkih? Zelo